Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se potopimo v morske globine. Aha, napnite ušiska in prisluhnite pravljici. Morskemu konjičku nagajajo. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živel čudovit morski konjiček. Nekega dne se mu je zdelo, da mu vsi nagajajo. Ali je bilo res tako? Že zgodaj zjutraj ga je zbudilo ropotanje nagajivega dedka, ki se je najbrž odpravljal na pot. Saj je vedel, da morski konjiček še spi, ali je res moral biti tako zelo glasen. Ker staršev ni bilo doma, si je morski konjiček moral sam poiskati zajtrk. Trebušček se je lačen oglašal, a nič, kar so imeli za podzob, mu ni bilo všeč. Odpravil se je na lov za planktonom, ki ga je najraje hrustal. Nagajivi starši so zagotovo pozabili nanj. Odpravil se je iz hiše, zavil levo, nato desno, potem pa se z vso močjo zaletel v dobrega prijatelja. Kako ga je bolela glava! Ali je res moral tako divjati? Morski konjiček je bil prepričan, da mu prijatelj nagaja in se mu z njim sploh ni dalo pogovarjati. Za naslednjim ovinkom je videl dekle, ki mu je bilo všeč. Začel je spreminjati barve, da bi ga opazilo. Pogledalo ga je, nasmehnilo se in reklo, da ima zelo bljek rep. Kaj je narobe z mojim repom? Se je spraševal. Zakaj mu nagaja še ona in ga zafrkava? Tudi z njo se ni več hotel pogovarjati in je šel naprej. Končno je zagledal planktona in se razveselil, da se bo dobro najedel. A valovi so bili tako močni, da mu je komaj uspelo kaj pojesti. Premetavalo ga je na vse strani in zaželel si je biti skrit v svoji sobi. Očitno mu tudi morje nagaja. Pohitel je domov, a vrata hiše so bila zaklenjena. Morski konjiček je, tako kot vedno, pozabil s sabo vzeti ključ. Tudi nase se je malo razjezil in se odločil, da bo od takrat skrbel za svoj ključ. Osamljenega srčka je odšel na igrišče za hišo. Tam pa je zagledal veliko morsko praznovanje. Kako je lahko pozabil, nanj je čakal že ves mesec. Oddaleč je opazoval svojo družino in vse, kar so pripravili. Potem pa je opazil torto iz alg. Seveda, tudi babi mu nagaja. Obljubila je, da bo naredila njegovo najljubšo torto iz morske trave in pozabila. Ali je res bilo tako? Babi je prihitela pozdraviti svojega dragega vnuka. Ujela je njegov pogled in opazila, da je spet na obisku nagajivost. Pokazala je morsko travo, ki je ležala naokrog. Zaradi hudega neurja je bila zelo poškodovana. Morski konjiček je priznal, da bo tudi torta iz alg v redu. Babi mu je dala nos na nos in se nasmehnila. Razgledal se je naokrog in opazil novo nogometno igrišče, ki ga je dedi zgradil povsem sam. Seveda, zato je tako ropotal. Morskega konjička je bilo sram, da mu ni pomagal. Dediju gotovo ni bilo lahko vsega narediti sam. Morski konjiček se mu je odšel zahvaliti, zadovoljen dedi pa mu je dal nos na nos. Na mizi se je svetila gora planktonov, kako ga je staršem uspelo ujeti med divjanjem morja. Zelo so se potrudili, moral je priznati. Pozdravil jih je in jim dal nos na nos. Na zabavi je bil tudi njegov prijatelj z buško na glavi. Po divjem morju je prepotoval dolgo pot, a velike morske zabave ni hotel zamuditi. Morski konjiček mu je z opravičilom, da je prej tako odhitel naprej, dal nos na nos. Zagledal je tudi dekle, ki mu je bilo všeč. Spet ga je pogledalo, se mu nasmehnilo in še enkrat reklo, da ima res lep rep. Lep? A je že prej reklo lep? Zdaj ga je s ponosom raztegnil, še nekajkrat spremenil barvo in ji sramežljivo dal nos na nos.
Zvečer je premišljeval o nagajivem dnevu. Ugotovil je, da mu ni nihče nagajal. Tako utrujen in lačen je bil, da so njegove oči videle same grde stvari. Drugič bo preveril, da si ne nagaja mogoče prav on sam. Vprašal bo trebušček, ali je lačen, glavo, ali je utrujena, in srček, ali je osamljen. Nagajivost pa ne bo več njegova prijateljica. Vsaka pravljica nas nauči kaj novega, le dobro ji moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč.